Zvočni valovi potrebujejo delce zraka, da se lahko širijo. Delci v zraku namreč trkajo med seboj in tako širijo zvok. To je razlog, zakaj ni zvoka v vesolju. Tam ni delcev, med katerimi bi se zvok širil. Zvok je mehansko valovanje plina, kapljevine ali trdne snovi, ki ga zaznamo z ušesi. Ljudje smo sposobni zaznati zvok s frekvencami med 20 Hz in 20.000 Hz, kar ustreza valovnim dolžinam zvoka med 17 metrov in 1,7 cm. Jakost zvoka merimo na logaritemski skali v decibelih, saj je tudi človeško dojemanje amplitude zvoka logaritemsko. Zvoki nad 85 decibeli so lahko škodljivi za človeška ušesa. Da to postavimo v kontekst, je zvočna raven običajnega pogovora približno 60 decibelov, raven šelestenja listja ali šepeta je približno 30 decibelov, hrup na koncertu ali na športni prireditvi pa lahko doseže tudi do 130 decibelov. Raven zvočnega tlaka izračunamo po spodnji enačbi, kjer je P amplituda zvočnega tlaka, P0 pa je referenčna amplituda zvočnega tlaka, ki je enaka 20 mikropaskalom. To je približno najmanjša amplituda zvočnega tlaka, ki ga lahko zazna človeško uho. Pa obravnavajmo zvok bolj podrobno. Zvok je tlačna motnja, ki se vzdolžno širi po mediju, plin, kapljevina ali trdna snov. Hitrost širjenja zvoka po plinu izračunamo po enačbi, kjer je kappa razmerje specifične toplote pri stalnem tlaku in specifične toplote pri stalni prostornini, R splošna plinska konstanta, T absolutna temperatura in M molska masa plina. Frekvenca je število nihajev okoli ravnovesne lege v eni sekundi. Hitrost potovanja motnje, frekvenca in valovna dolžina so povezani z enačbo, C je F krat lambda. Če na robu prostora, napolnjenega s plinom, s silo F steno pospešimo na hitrost V, se bo po volumnu začela širiti motnja s hitrostjo zvoka C. Zaradi spremembe hitrosti na steni pride do spremembe tlaka v plinu, ki potuje po prostoru. Ker je hitrost zvoka večja od hitrosti gibanja stene, motnja potuje naprej po mediju neodvisno od stene. Na desni je prikazano potovanje tlačne motnje, če se stena premika naprej in nazaj sinusno. Tako motnjo imenujemo harmonična motnja in ji lahko določimo frekvenco ter valovno dolžino. Pri odboju harmoničnega valovanja zaradi interakcije motenj, ki potujeta v nasprotnih smerih, pride do pojava stoječega valovanja. V tem primeru premikajočo steno zamenjamo z zvočnikom, na nasprotni strani cevi pa je površina, od katere se zvok odbije nazaj. Če na zvočniku generiramo pravo frekvenco, se lističi v cevi na sredini cevi postavijo pokonci. Do tega pride, ker je zaradi stoječega valovanja na polovici cevi najmanjša amplituda nihanja zvočnega tlaka. Zaradi tega je na tem mestu stabilna lega za lističe. Če spremenimo frekvenco zvoka, ki se predvaja na zvočniku, se lističi postavijo pokonci na drugih mestih, saj se pri različnih frekvencah minimumi zvočnega tlaka pojavijo na drugih mestih. Pa izračunajmo dolžino cevi v videu, če poznamo hitrost zvoka v zraku in frekvenci, kateri generiramo na zvočniku. Amplituda zvočnega tlaka je največja na zvočniku in na zaključku cevi, od katerega se odbija zvok. V prvem primeru, kjer je frekvenca 150 Hz in kjer lističi lebdijo na enem mestu v sredini cevi, je dolžina cevi enaka polovici valovne dolžine. Če iz hitrosti zvoka 343 metrov na sekundo in frekvence 150 Hz izračunamo valovno dolžino in jo delimo z 2, dobimo dolžino cevi. V drugem primeru, kjer je frekvenca 300 Hz in lističi lebdijo na 2 mestih v cevi, je valovna dolžina enaka dolžini cevi. Tako lahko v tem primeru lažje določimo dolžino cevi 1,14 metra, ki je pri obeh frekvencah enaka. Na fakulteti za strojništvo se intenzivno posvečamo zmanjševanju hrupa. Naše delo zajema razvoj najnaprednejše merilne opreme za spremljanje hrupa v okolju in metodologij za merjenje akustičnih lastnosti materialov in prostorov.
Poleg tega se aktivno ukvarjamo z zmanjševanjem hrupa in razvojem strojev in naprav, kot so ventilatorji, črpalke in kompresorji, ter spremljanju njihovega delovanja s pomočjo zvoka. Pri tem uporabljamo najmodernejše metode obdelave signalov ter algoritme umetne inteligence.